Super je. Kaj si ti en lepotec? Kaj si en lepotec? Tomaž, si se dobro pripravil? Ja, lej, jaz se zmoram pripraviti, lej. Obutev imaš? Obutev, merelke. Ker greva spet po eni soteski. Ja. Ja, zna biti malo... Kaj je to za eno sotesko si ti to zbrala? To je soteska Kaštel, tukaj v bližini Uršlja gore, a ne? Ja, tam malo naprej. Je Uršlja gora, ja. Jaz mislim, da je zanimivo, no. Sicer ni toliko znana, ampak lej, tam kaj je voda, pa tako to je nekaj zanaja. Glede na to, da si na zadnjič dobro sotesko zbrala uno Hudičev graben, upam, da si tudi to. Tako da tista je bila fina, če bo ta približno tako fina, bo super. No, bo videla. S Tjašo so že pri prvem izhodišču. Kam, Tjaša, greva? Greva po tej soteski Kaštel, ampak sva se tukaj malo zmedla, ker se mi zdi, da tisti, ki je risal ta zemljevid, ali bi on na glavo obrnen, ali imel pa tole, ki je risal na glavo obrnen. Tako da ja, greva po tej soteski, ki je reka Suhodolnica. Včasih je tukaj potekala gozdno-kamionska pot. Leta 1995 jo je pa ta reka Suhodolnica odnesla in v bistvu vrnila v prvotno stanje. Tako da je zdaj tako in v bistvu skozi ob tej strugi hodiš. Pa mislim, da je kar zanimivo, no. No, v glavnem, Tjaša, s tem, če je narobe zemljevid narisal, bo odmečkem previdna, ker bo na koncu lahko ugotovila, da so se pa midva zgubila. Tako da zdaj, če kdo tukaj šel, midva greva tukaj naprej ob reki in upajva, da je prav. Bi pa, aha, lej, glih mislil sem reči, da ne bi eno puščico dal. In evo, lej. Ja, ampak tu si jo šele zdaj vidim, tako da to so mečken je res hecno. Dej, samo všesto so me. Lej, a vidiš tam tiste drevo čez reko? Sem videl, ja. No, a si ti upaš iti čez? Ja, lej, bom probal, tako da grem. Bom pa tudi snemal z mojo kamero, tako da bom videl, če me bo strah, bom obrnil. Tako da probajmo. Zanimivo, ne? Človek bi šel tole skoraj mižje, ampak je pa problem, ker dol pogledaš, ne? Ker pa dol pogledaš, je pa precej drugače, ne? Tole bi šel lahko 100-krat mižje, pa ne bi bil noben problem. Kaj praviš, Tjaša? Ja, pa bi šla ti kaj ful lahko. Ne, ni treba, nočem te imeti na vesti, ker če pa padeš tole, je pa kar visok in ne morem si predstavljati, koliko bi bil sam nase jezen, da se polomim, zdaj, ker glih poletje prihaja najlepši čas. Tole zdaj postaja vse bolj soteska, bolj ozko, vidite, voda teče, takole malo naravni mostovčki. Kako je tebi, Tjaša, tole kaj všeč? Je skozi bolj zanimiv je, hodiš že dobre pol ure, tako da upam. Ja, tak lep sprehod, to so zdaj že kar na višini skoraj 1000 metrov, ne? Ja, tako da je pa kar vroče. Je kar vroče, sem, če bi bila dol, bi bilo še bolj vroče, ne? Tako da, evo, lepo takole, lejte. Tukaj dol je pa en slap, katerega bo vredno fotko narediti, ampak bo treba malo tako iti do njega, ga vidite. Prav moram pridati nekako do njega, rekel malo preplezati tale kamen. Aha, sem se bal, da ni stabilen, pa je. Zdaj pa sem še en skok čez, pa smo. Tak, evo. Jaz to znam, da je tudi kaj narobe precent, pa padem noter. Tako sem lansko let, tisti, ki me spremljate na reki Krupi, ter to na Hrvaškem, sem noter butnil, pa me je pol vse užolilo. Ja, po mojem, da od zdaj naprej bo tole ratvalo čudale bolj zanimivo. Kaj, Tjaša, misliš, da je elektrika tlele noter? Jaz ne bom lahko ti. Ja, poved pa čez, da te vidimo.
Bravo. S Tjašo so prišla do Plešivskega mlina. Lepo so tole uredili. Tudi lejte tukaj še malo ostanki mlina. Kako je teple, Tjaša, všeč? Super je, malo pohladi ta voda. Še kaj več veš ti v tem mlinu? Vem pa, da se imenuje Plešivški mlin. Obnovili so ga par let nazaj, to je bila čisto potrdija. Zdaj pa bomo šli pogledati, če na drugo stran so pa lepo klopce uredili za vse pa tako naprej. To smo zdaj pa na drugi strani mlina. Lejte, so lepo klopce dali, kar je super. Zdaj se lahko usedeš, malo se spočiješ. Tako da meni je tukaj tole všeč, pohvalno, ker so to lepo naredili. Zdaj tukaj gre neka krožna pot, pa midva s Tjašo bova malo skrajšala, ker malo še ene stvari v planu za videti, pa pač ne gre. Drugač, zdaj se nahajava tukaj pri Plešivškem mlinu. Je tudi krožna pot, ki pelje čez Plešivec, Uršljo goro in nazaj. Ne bi bila dolga kar 3 ure, ker imamo midva še v planu kar nekaj stvari danes si ogledati, so se odločila, da greva po drugi krožni poti in to je tukaj nazaj po cesti. To je nekje tukaj dol, čez Razbor in smo vmes videla, da je tudi slap Isa, tako da si bo še tega ogledala. Pa isto mislim, da je zanimiv, ker je tudi tukaj ena reka teče, tako da po mojem bo čisto okej. Tjaša, veš kaj tisto tamle gor? Tista le gora, Uršlja gora. Tako je. In tisto je Cerkvica, najvišje ležeča cerkev v Sloveniji, pa mislim, da celo druga ali tretja v Evropi. Tako da jaz sem gor bil fantastično. Kaj veš, koliko je nadmorska? 1600 pa še nekaj tazga. Drugač pa tle lepi kraji, ne, tudi evo, takole če pogledaš, ful se je prijetno tle sprehajati. Tjaša, kako se te tlele zdi? Predvsem zelo mirno. Veš, da mi res paše ta tišina pa mir. Pa zelo lepa narava je, ampak jaz sem probaval neke fotke delati, ampak jih preprosto ne znam narediti, da bi bile tako lepe, kakor je tukaj vse lepo. Ja. Ko si velik. Mu je pa vroče zdajle, a ne? Koža, kaj si ti en lepotec? Tjaša vsa vesela, ki je dobila kalamarčke. Ja, Kakšni so? Zelo so dobri, tudi krompirček je vrhunski, pa cene zelo ugodne. No, koliko je tale porcija? Tale porcija je 11 evrov, ti imaš pa še solatko, je pa mislim, da 13 pa pol. Ja. Drugače so pa tu najdla eno gostilno, Bogu iza nogu. Balek se imenuje, Balek, rekel, ja, ne? to je pri izhodišču te Soteske, ki sva šla. Tako, ja. Suhadolnik. Suhadolnik, ja. Tako da, lejte, jaz sem zmeraj vedel, da se na Štajerskem dobro je, pa pocen, ampak vidim, da na Koroškem pa še bolj. Ja, pa še kavico sva prej pila. Ja, kavica je bila pa 1 evro, turška, ful dobra. Neverjetno, tako da ljudje ne hodijo v tiste kraje, ki je 5-krat dražji, ampak pridite sem. Ja, pridite sem. Prispela sva na Kope, pri kjer plat sem dober dubu. No, zdaj greva pa tlele gor. Tle naj bi bilo en jezero, kjer se zbira voda najbrž za zasnaževanje. Pa pol so gor tukaj še ene zanimive zadeve. Bomo videli. Že nekaj cajta se tlele sprehajava, gledam tele poti in meni šele zdajle palu na glavo, v glavo, da je tu za bicikliste. In kaj mi je zdaj žal, da nisem šel z biciklom. No, lejte, jaz bi kar tlele skočil, pa kele na uno stran prleto, tako da ful dober je, pa to je ful dolgo, tako da naslednjič s kolesom sem. Utrujena sem čist, ne morem več, vroče mi je, ampak seveda sem najdla rešitev. Ajde, Tomaž! Evo, takoj. Gremo! Tole pa gre, super!
Kar do vrh kop, vega. Lej, Ne morem, malo sam še tale klanček. Ne morem spočiti se. No, ok, malo se spoči, pa naprej, lej. Res, Ne moreš malo hoditi. ne morem več. No, lej se te bom, ni treba se matrati, bom jaz se potrudil. No, dajmo, ajde. Tjaša, kaj pa ti tle delaš? Jaz sem od kralja žena. To je samo za kralje, ne za žene, tako da takoj dol. Sam kralja ni. Ja, lej. Sem jaz lahko tukaj. Zdaj so prišla na vrh velike kope, 1500 pa še nekaj metrov je visok. Tamle imate, lejte, tale velik stol kralja Matjaža, saj mislim, da je to, kralj Matjaž. Ne morem ga z druge strani pokazati, ker glih sonce direkt noter sije. Lejte, to je ta označba, da je najvišji vrh. Lejte, 1542 metrov. No, tele energijske točke, ki sem rekel, zdaj to, nekateri v to verjamejo, nekateri ne verjamejo, to prepustim, naj vsak sam si misli, kar si misli. Vidite, veter malo piha, drugače pa lejte, fantastični razgledi. Fantastični, tako da fenomenalno tukaj, lejte, svež zrak 1500 metrov, lejte, ful lepi razgledi, res vrhunsko. Hud tale jezero. Tjaša, kako se mu že prav? Ne vem, zajetje je to. Zajetje. Ja. A ti bi se, Tjaša, kopala tukaj noter? Ne, veš, koliko je žab. Misliš unih, ki bojo postale žabe? Ja, pa tudi že žabe so. A tudi že žabe? To je vodno zajetje Pungart. Aha. Ja. Gremo malo žabce pogledati. Ja, da greš ti. Kaj gledaš? Zdaj, Tjaša, koliko je žabc. Saj ti praviš, da so tu žabci, ne? Ja, to so paglavci, mi temu rečemo. Evo, lej, jih bom jaz probal pod vodo posnet. Evo, zdaj snemam, pa bom tule noter dal. Čisto pokruje. Sam da noč padel v jezero polno žab. A sem už prejel? Smreke. Ne vem, komu je bil zaupati smreke. Ja, vidim, da meni ne zaupaš. Ne, čisto v dnesih snemam. Tako nič ne boji. Evo, Tomaž, si že v Premu Ja, lej, z brisačko. najlepše za na konc. To pomeni, da malo skopati se. Če bo vodale, da ima 19 stopinj grem noter. Bo šel? Bom. No, moraš iti, zdaj Kaj pa ti? vsi pričakujejo. Ja, lej, jaz nisem več toliko prepričana, ker zdaj mi ni več toliko vroče. Ob 12, pa če bi bila tukaj, bi šla pa zihar. Voda je osvežujoča, čakamo pa Tomaža, da se bo... Evo, sam še sekunda. Si rekel, da boš skočil? Veš, da bom. Kaj misliš, Tjaša, preplam pod vodo do one strani? Ne. A, ko greš staviti? Mislim, mogoče, če bi bil bazen, tukaj ti pa ne svetujem, ker je cel kup enih čudnih rastlin. Spodaj pa se bojim, da se ne bi not zapletel. Kakšna reševalka ni tle. Reševalke ne. Kaj je tebe strah? Meni je strah, da se boš zapletel v te podvodne rastline In se utopil. in se utopil, ker ne boš mogel več ven priti. Ja, lej, če boš, Tjaša, si ti kriva, tako da... Bom probala te priti Ja. rešiti. Super je! Kako je bilo, Tjaša, tukaj na Ivaračkem jezeru? Ja, lušten je bilo, drugače je to naravno jezero pod Uršlo goro in je najnižje ležeče alpsko jezero v Sloveniji. Ampak je na 600 metrov plus še nekaj, če sem jaz prej prav nekje prebral. Ja, nekaj tazga. Drugače pa jaz sem se tudi kopal, fantastično, čeprav že ni več sonca bilo, ampak je še zmeraj bilo fantastično, tako da
Brez čudovit dan. Kaj ti praviš, Tjaša, se strinja z mano? Meni je bilo ful dobro, vrhunsko, tako da Tako da no, to sva videla danes, tako da tisti, ki vam je všeč ta moj video, se naročite na moj YouTube kanal, pa Tjašo sledite na Instagramu, ki ima ful lepe slikce in se vidimo spet v kratkem s kakšnega drugega izleta. Adijo. čau!